Včeraj sem vljudno povabil na današnjo novinarsko konferenco in potem smo doživeli tudi odziv strani ministra Karla Erjavca, ki je nastopil kot aroganten oblastnik z izjavo, da kdor ima zapovedati kakršnokoli besedo proti njemu, je nor. Kot veste, sem bil poslan v ustanovo in glede na to, da ni povedano, katero, sem sam izbral ustanovo. Ta ustanova je okrožno tožilstvo, državno tožilstvo v Ljubljani, kjer sem pred 1 uro vložil kazensko ovadbo zoper ministra Karla Erjavca. Kot sem napovedal, ta ovadba vsebuje naslednje elemente. Torej, v ovadbi konkretno navajamo dokaze za to, da je minister Karl Erjavec zlorabil svoj uradni položaj, nevestno delo v službi, izdajal tajne podatke in Slovenijo spravil v podrejenost nasproti Hrvaški. Če gremo po vrsti, glede zlorabe uradnega položaja, v ovadbi dokazujemo, da je Erjavec najprej s pristankom na arbitražni sporazum kršil sklep Državnega zbora z leta 2013, da bo Republika Slovenija vsako odločitev arbitražnega sodišča, ki ne bo Sloveniji omogočila pot do odprtega morja, štela za nično, se pravi v nasprotju z mandatom arbitražnega sodišča. Druga zadeva je ta, da je bila arbitraža, in to ste mediji bogato dokumentirali, ves čas za Erjavca le teren njegovega političnega preživetja in promocije. Za to promocijo smo davkoplačevalci plačali 7 milijonov evrov izhodiščno, potem se je zaradi prisluškovalne afere zadeva podaljšala, založili smo delež za Hrvaško, tako da cena te slabe odločitve presega 10 milijonov evrov, če še zraven ne štejemo, koliko so seveda zaslužili odvetniki. Druga točka ovadbe je nevestno delo v službi. V ovadbi, tu vam jo pokažem, to je ovadba, ki je bila, kot vidite, uradno vložena pred 1 uro, kot sem omenil, je torej za nevestno delo v službi navedeno, da je Karl Erjavec malomarno vodil arbitražno skupino. To se je pokazalo s tem, da je bila arbitražna skupina ujeta v past prisluha, čeprav je Sova ves čas opozarjala na to, da se torej arbitražni skupini in tudi visokim predstavnikom zunanjega ministrstva v Sloveniji prisluškuje. Bil sem opozorjen, da teh dokumentov danes ne morem posredovati, ker so zaupne narave, tako da jih bo pravzaprav obravnavala potem v postopku, jih bo tožilstvo obravnavalo. Minister Erjavec ni zagotovil varnostne opreme, ni torej dvignil tudi obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost na tisto raven, ki bi omogočala dobro delovanje arbitražne skupine, hkrati pa je javno zavajal, da ni vedel za pogovore s Colt Zdenik, se je pravzaprav iz njih črpal svoje informacije o tem, kaj se dogaja na arbitražnem sodišču. Tretja točka, izdaja tajnih podatkov. Erjavec je razkrival zaupne informacije o poteku arbitraže, s tem, ko je po Sloveniji, začenši z marcem 2015, na veliko govoril in obljubljal, da bo Slovenija dobila izhod na odprto morje. In zaradi teh izjav se je potem arbitražno sodišče posebej ukvarjalo z ministrom Erjavcem in ga je potem v dokumentu, ki smo ga tudi priložili, to je dokument o tem, da je minister Erjavec kršil 10. člen arbitražnega sporazuma, ko je javno izdajal zaupne podatke. Namreč v tem dokumentu piše, da je minister Erjavec izdajal zaupne podatke in da ga je sodišče za to ukorilo, vendar je ugotovilo, da ni do take mere izdajal, da ne bi postopek lahko šel dalje. Lahko si pa mislimo, da je to zelo poslabšalo slovenski položaj v okviru arbitražnega sodišča. Z svojimi izjavami je minister Erjavec spodbudil hrvaško politično, diplomatsko in obveščevalno dejavnost,
spodbudil mednarodni škandal prisluškovanja in s tem na koncu tudi izstop Hrvaške iz arbitražnega postopka. S tem je Erjavec ponudil Hrvaški možnost, da je izstopila iz arbitražnega sporazumevanja in arbitražno sodišče se je v nadaljevanju trudilo nekako Hrvaško ohraniti v postopku, zato je tudi končna odločitev za Hrvaško tako ugodna in za Slovenijo tako neugodna. V času mednarodnega škandala je bil Erjavec na dopustu v Franciji, ni se vrnil na delovno mesto, potem je pa takoj nadaljeval svoje dopustovanje na Hrvaškem, na vikendu v Karigadorju pri Novigradu. In tu sumimo na naklep, to tudi navajamo v vadbi, namreč, da so pri njem zasebni interesi imeli prednost pred nacionalnimi, pred državnimi interesi. Minister Erjavec je za Jutranji list na Hrvaškem izjavil, da je Hrvaška morje najlepše morje na svetu, da je Karigador njegov drugi dom, da mu je izjemno prirasel k srcu, da bo v penziji tu preživel vsaj pol leta. Verjetno bi, če boš nekje preživel pol leta, deloval drugače proti tej državi, kot pa če si tam in računaš, že v tej državi živel še naprej vsaj pol leta in potem seveda ne deluješ proti tej državi tako, kot bi moral in braniš slovenske interese. In še potem zadnja, četrta točka. Najbolj se boste spomnili, gre za vprašanje podrejenosti Slovenije Hrvaški. Spomnili se boste, da je decembra 2008 Pahorjeva vlada uvedla blokado Hrvaške za vstopanje v Evropsko unijo, zato ker je Hrvaška vložila v ta pristopni proces zemljevide, ki so prejudicirali mejo po sredini Piranskega zaliva. Erjavec je bil v tej vladi največji zagovornik hrvaških interesov v vladni koaliciji. Njegovo nenehno stališče je bilo, ki ga je ponavljal, da naj Hrvaško spustimo Evropsko unijo in ne pustimo mejo pri miru, da je potrebno ločiti postopek hrvaškega vstopanja v Evropsko unijo in reševanje mejnega spora. Tako imamo tudi še en dokument, ki smo ga vložili, samo moment. Moment, da ga najdem. Mora biti le nekje ta dokument. Evo ga. Minister Žbogar je 6. maja 2009 poročal o sestanku vladne koalicije. To je bil sestanek vrha zunanjega ministrstva na gradu Strmol in njegovo poročilo z tega sestanka je na kratko naslednje. Za omizjem so sedeli tudi taki, ki bi podpisali slovensko predajo pred koncem bitke. Najbolj defenziven je bil predsednik stranke Desus Karel Erjavec, ki v tokratnem Rehnovem poskusu ne vidi možnosti za rešitev mejnega vprašanja. Slovenija naj razveže vstopanje Hrvaške v EU in mejni spor, samo mejo pa velja zaenkrat pustiti pri miru. To je pozicija, ki jo je zagovarjal v vladi ves čas in na koncu s tem tudi uspel, kajti v trenutku, ko je poskušan atentat na Pahorja, je Pahor, to vemo, zelo popuščal in v nadaljevanju popuščal še bolj, tako da se odloči za deblokado in na koncu je podpisan arbitražni spor, ki ni v korist Slovenije. Posledice Erjavčevega ravnanja so naslednje. Slovenija je torej izgubila stik z odprtim morjem, ki ga je imela, imamo ozemeljske izgube na kopnem in Republika Slovenija se naj bi morala odreči ozemlju in morju, ki je bilo na dan 25. junija 1991 slovensko. S tem pa je Erjavec kršil tudi 4. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Republika Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva država. Na koncu, kot priče, sem povabil naslednje pomembne nosilce javnih funkcij. Simono Drenik, bivšo agentko na arbitražnem sodišču, Jerneja Sekolca, bivšega arbitra arbitražnega sodišča, Samuela Žbogarja, bivšega ministra za zunanje zadeve, Zorana Klemenčiča, aktualnega direktorja Sove,
Iztoka Mirošiča, državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu in takratnega pogajalca s Hrvaško, tehničnega pogajalca, Vojko Volk, bivšega veleposlanika Republike Slovenije Hrvaškem in Gregorja Golobiča, bivšega predsednika Zares in ministra. Skratka, želim povedati, da smo z ovadbo natančno, kot smo le mogli, dokazali, in to je zdaj na tožilstvu, da dokaže dokončno, to, da je torej Erjavec pod 1 zlorabil uradni položaj, pod 2 nevestno delo v službi, pod 3 izdajal tajne podatke in pod 4 zdaj svojih političnih in zasebnih interesov tako škodoval Republiki Sloveniji, da temu lahko rečemo izdaja. Toliko. Hvala. Je kakšno vprašanje? Tožba, ampak ovadba na ovaditelju je, da prijavi priče, tožilstvo pa bo potem v postopku popisalo na priče. Dobro, še vedno. Mislim, v resnici ves čas se izpostavlja to prisluškovanje, nikakor pa v bistvu se ne izpostavlja to, da v bistvu do teh pogovorov v realnem delu ne bi smelo priti. Glede na to, da smo se zaradi tega upravičili tudi arbitražnemu sodišču, pa me zanima, zakaj se izpostavlja ta del prisluškovanja, ne pa tudi drugi del. No, za nas je ključno to, da je minister Erjavec s svojimi izjavami, javnimi izjavami, na koncu tako poslabšal položaj Slovenije v arbitražnem sodišču, da je razsodba drugačna in slabša, kot bi morala biti. To je neposredna posledica njegove javne dejavnosti. On je tudi spodbudil hrvaško obveščevalno dejavnost in na tožilstvu je, da razišče tudi to, kako je prišlo do tega, kdo je tisti, ki je prisluškoval in kakšne so dejanske posledice. Slovenija kot posledico izgublja morje in izgublja stik z odprtim morjem, izgublja del ozemlja, ker je minister Erjavec malomarno vodil arbitražno skupino. To je za nas ključnega pomena. No, s tem, da Slovenija izgublja morje, se ne strinjajo vsi, to je vaše mnenje? To je absolutno naše mnenje, ki ga zagovarjamo. Naše mnenje je, da bi morala Slovenija začeti nov pogajalski proces, pri čemer bi upoštevali določene elemente arbitražne sodbe, predvsem v razmejitvi iz Piranskega zaliva. Hkrati mislimo, da mora Slovenija dobiti najmanj dimnik iz sporazuma Drnovšek-Račan in seveda s Hrvaško se mora novo pogajati glede kopenske meje, kjer morajo slovenske domačije ostati na slovenskem ozemlju, Hrvaška pa lahko je kompenzirana s kakšnim drugim ozemljem. Ne more Slovenija plačevati slovenskim ljudem, da se selijo iz svojih stoletnih domačij, iz svojih domov in hkrati zapuščamo ozemlje, ki je bilo vedno slovensko. Petr, če vas Erjavec dejansko toži nazaj zaradi kledete, kot je napovedal? Z veseljem pričakujem to tožbo, ker potem bo še ena priložnost več, da se pred sodiščem dokaže, kaj je kdo počel, in naša naloga je samo, da razčistimo enkrat za vselej, kdo je odgovoren za to, da je prišlo tako slabe arbitražne razsodbe in da tisti, ki so odgovorni, potem tudi za to plačajo. Več, ko je takšnih možnosti, prej bo prišlo do tega in takrat bo potem Slovenija vedela, kdo je pil in kdo bo plačal, kar se tiče arbitražne razsodbe. Še kakšno vprašanje? Ne, hvala lepa. Hvala lepa potem vsem za to, da ste prišli in o naši naslednji akciji boste kmalu spet obveščeni. Se pravi vlada? A vlada? Vse v svojem času. Vem pa, da nekaterim se že malo hlače predstavljajo. Ja, to je to. Imamo še kaj za povedati? Ja, za nekaj zanimivo, ki sem to lahko študiral, ker sem parlamentarc, še to vprašal, zelo tudi vas. Iz februarja 2013, kot je kolega Milan Balažič izpostavil, je Državni zbor sprejel sklep, da v tistem delu, ki se nanaša na dostop do odprtega morja, arbitražnega sporazuma ne bomo priznali, ker ne omogoča direktnega stika. Sprašujem se, zakaj tega nismo potem tudi kasneje upoštevali. Sklep Državnega zbora bi moral biti veljaven in obvezujoč. Bi pa osebno se vprašal, pa vsak zdravorazumski človek, kako to,
da nekdo, ki je bil zaloten v prestopku, je Simona Drenik, ni bila deležna praktičnih nobenih sankcij. Podobno vprašanje sem ob zdajšnjem referendumu drugi tir vprašal premijera, kako to, da Damir Topolko ni bil nič sankcioniran, čeprav je, vemo, naredil velik prestopek, oziroma posredno bil odgovoren za napačen izračun makete. Spet nihče ni sankcioniran. Kaj to, kakšno vprašanje si potem človek, ali so to delali ljudje? Sami iniciativno, ali jim je to nekdo naročil? Na to drugo kaže odgovor. Ne? Celo vrsto zadev, ki sem jih tudi sam sprožil proti ljudem, ki so vodili postopek proti meni. Nihče ni bil sankcioniran. Kaj nam to pove? Ko sem to vprašal retorično. Ja, koliko je pa to dejstvo, da je Simona Drenik zelo verjetno snemala te pogovore sama, ker so tehnična analiza prisluhov kaže, da so to pogovori posneti v prostoru na speakerphonu. Mene zanima, je to delala samoiniciativno ali je nekdo naročil? Bi to gospa enkrat povedala. Glede na to, da ni bila sankcionirana, če smatram, da je prišla na celo boljše delovno mesto, ne? Tudi kriminalist, ki je delal napake v mojem postopku, je samoiniciativno šel na drugo službo, enako ali zelo boljše plačano. Tukaj se v teh primerih človek res vpraša, da so ti ljudje delali to samoiniciativno, ali Simona Drenik to počela iz radovednosti, ker je bil dolg čas, ali je nekdo naročil. Še enkrat hvala in lep pozdrav. Drugače pa v preteklosti je bil pa na ZZU tudi človek praktično zelo da ministrstvo v času sprejemanja arbitražnega sporazuma. Dobre, je to v redu?